V trenutni situaciji je samooskrba vnebopijajoča beseda med ozaveščenimi ljudmi, pa ne zgolj zaradi tega, da si pridelamo hrano na domačem vrtu, ampak da tudi se preskrbimo z lastnim virom vode, z lastnim virom energije, da zminimaliziramo oziroma izničimo nepotrebno potrošnjo. Tisto, kar je zavoženo na globalni ravni, moramo rešiti na lokalni. To je dejstvo. Nas so obljubili, da bo globalizacija rešila vse probleme, da bomo vsi brati na tem planetu, na koncu vidimo, da se brati samo golazno milijarderska, da ljudje smo pa vedno bolj zaprti v meje država pa meje občin celo. Zato je nujno, da ravno na te meje postavimo vse tisto, kar je problem, da rešimo. Prvi problem je ekonomija. Torej, ne moramo imeti ekonomijo rasti, kajti v naravi je neomejena rast, ima samo eno tkivo in to je rakovo tkivo. S tem pa tudi sebe ubije, ker je to samo morilski akt. Torej, če imamo mi ekonomijo neomejene rasti, pomeni, da smo postavili sistem rakavega tkiva, da bomo na koncu sebe ubili. To je samo umor. Mačko bo zakomplicirano, ampak deluje. Lokalna ekonomija, ste porajali, kakšen udar je bil med korono krizo? Točno na lokalno ekonomijo. Jaz se spomnim v Domžalah, mi smo zaprte vse privatne obrtnike, vse male družinska podjetja, torej urarni del, čevljarni del, šiviljarni del, vse to, kar se ljudje samo zaposlujejo skozi poklice, ki so neodvisni od nekih korporativnih milosti ali pa verik, vse to je bilo zaprto. Zakaj je mogel biti urar zaprt, lepo vas prosim? Prideš not, daš uro in greš ven, lahko naslednji čaka zunaj. Medtem so v megamarketih vsi hodili lahko not pa ven, z maskam sicer, ampak obrti so lepo vse zaprte. In se spomnim, kakšna poniževanja smo mi doživljali, vsaj v Domžalah, verjetno tudi kje drugje, da so ljudje kupovali zimsko obutev tako, da so prinesli s sabo pručke pa stolčke zložljive pred trgovino in da so jim trgovke ven nosile v škatlah čevlje za pomerjati. Sneg je padal. Pa nas doma je crknil sesalc, totalno je crknil, ki je že star 20 let, in kako smo kupovali nov sesalec, oziroma testirali, tako da je prodajalec vključil sesalec v trgovin, kabel ven potegnil in smo na pločniku, ki je bil snežen, je stresel papirčke iz kante za smeti in smo potem testirali sesalec, kako je papirčke pobiral po sneženem pločniku. Taka poniževanja smo ljudje doživljali, da ne govorim kaj drugega še. Zakaj? Zakaj? Zaradi virusa? Lepo vas prosim. To je bila strahovlada, to je bila histerija. In zdaj jasno, govorim o tem, da je ta izkušnja mora biti, ne smemo pozabiti, kaj se je dogajalo. Ne smemo pozabiti. Ne smemo imeti spomin zlate ribce. Kajti strahovlada je bila, to so vsi treningi za naprej. Zato je ta samooskrba, kot sem prej rekel, ekonomski sistem treba prilagoditi na lokalno raven. Mi moramo sami znati narediti, imeti neke obrtnike, neke mala podjetja, neka družinska podjetja, da si lahko zagotovimo in streho nad glavo, da ne rabimo mega podjetij, da si lahko pridelamo svojo hrano, da rabimo zadruge, zadružno miselnost, rabimo kombinator ne vem kakšnih, rabimo svojo hrano, svojo vodo, ne smemo dopustiti, da bojo vodni viri prodani tujcem, kajti naslednji udar bo po vodnih virih. Rabimo zdravstvo, ne tako, kot je zdajle, ampak rabimo tudi jasno šolski sistem. Poglejte, kakšna perverzija je to, da je šolanje od doma. Pa veste, kaj to pomeni? To pomeni, da se uniči učiteljski poklic. Potem ne rabite več učiteljev, profesor, ki obvlada zgodovino, se bo posnel na DVD, razmnožil na tok kopij in bodo vsi otroci dobili zgodovino domov na DVD-ju, pa jezik, pa matematiko. Torej, učiteljev ne rabimo več, poklic bo izumrl in to je cilj, da se družba uniči, da se razbije na posameznike, ki ždijo pred ekranom in
točejo po tipkovnici. Nikakor ne smemo pristati na to daljavo. Tudi delo na razdaljno, na daljavo je ista zgodba. Ne, to je vse digitalizacija, to je vse prenos, vse je v cilju razbijanja koherentne družbene mreže. Ker je ta naš narod slovenski preživel težke preizkušnje v zgodovini, ne samo prvo pa drugo vojno, še prej so bile grozljive preizkušnje. In so naši predniki preživeli samo zato, ker so imeli fantastično mrežo, socialno, medsebojno povezava, ki je delovala brezhibno. Če berete tu knjigo od tele mariborske antropologinje, koja je že Vesna Godina, no, čudovita pisma, knjiga Zabode postsocializma, ona razlaga, kot antropolog ima izjemen horizont videnja v zgodovinske dogodke, ona razlaga, kako je slovenski narod doživljal feudalizem. Pa mi smo 1000 let živeli pod feudalnim sistemom. To je bistveno definiral narodni značaj, je ta sistem. Od izgube samostojnosti naših knezov po porazu Ludovita Posavskega 840 nekje, pa do ukinitve feudalizma 1848, torej lih 1000 let, smo mi živeli v feudalizmu. In tam je bila vaška skupnost, tista demokracija, kjer so se med sabo zmenili, kako bodo unga gor na hribu, ki je mu grad, v kul prinesli, pa mu čim manj dal. To je taktika preživetja. Ne? Zato ni ven štrlev, da ne bi dol pogledal s hriba, ko se pa tele dol dogaja, in pa bi še naredil, da čel dela. Torej, tle je bila tisto, kar se zmenimo, to se drži. Mož beseda. Meni ne sme izstopati, da ne bo pokvaril tistega, kar je dogovor med prebivalci bil. To je ta moč lokalne skupnosti in mi jo znamo obvladati, zato je največji pritisk v Sloveniji vsakašne oblasti, da se razbije ta lokalna skupnost. Mi moramo pa zdaj graditi nazaj, ker to je naša moč. Torej, vseh teh 5 segmentov, tudi uničevanje okolja, pa gledajte, kaj nas zdaj grozi. Vse tisto, kar smo odrinili, se vrača. Terminali v Tržaškem zalivu, evo jih spet, ne? Američani so dosegli zdaj prekinitev severnega toka plinovoda Rusija-Nemčija, ne? Južni tok se sploh ni delal. Torej, če Nemčija ostane brez plina, je adio slovenska industrija, kajti velika večina naše industrije je podizvajalska za Nemčijo. Ne? Potem, če ne bo ruskega plina v Evropo, potem bodo Američani prodali svoj utekočinjeni plin iz Emiratov, iz okupirane Libije in okupiranega Iraka. To je njihov cilj. Torej vidimo, da je vojna v Ukrajini čisti trgovski profit ameriških korporacij, kako si spet podrediti Evropo. Zato sem rekel, da je to vojna proti Evropi. Samo s tem, da bo ameriški plin, a pa njihova nafta 5-krat ali pa 4-krat dražji, kot je ruska zadeva. Ne? Torej nam grozi nov terminal v Tržaškem zalivu, ko smo rabili 12 let, da smo ga ustavili. 12 let borbe je bilo za ustavitev uničevanja Tržaškega zaliva. Evo, zadeva se je ponavljala. Fracking v Prekmurju spet se obnavlja. Ne? Torej vidimo vsi ti pritiski na Slovenijo, pritisk na elektrarne CO2, ne? Pa kao obnovljivi veri, boste videli. 6 elektrarn na Muri, spet je bilo 15 let borbe, da smo ustavili to histerijo, pa elektrarne na Soči, uničene čudovite gorske reke. Torej vse to se bo zdaj z velikimi koraki začeli vračati, kar pomeni totalno uničenje Slovenije kot neke lepe dežele. Ne? Če ćemo to dopustiti, potem adijo. Ne? Torej vidimo, da to, kar bomo na lokalni ravni morali postaviti, je vse to se pa vrti okrog hrane. Gre za prehransko suverenost, gre za prehransko varnost neke dežele, gre za to, da smo mi v zadnjih 20 letih recimo prišli do točke, da imamo največjo površino supermarketov na prebivalca v Evropi in najmanjšo površino rodne zemlje v Evropi na prebivalca. Torej imamo totalno noro asimetrijo, imamo samo še 850 kvadratov njiv na državljana, smo na zadnjem mestu praktično poleg Finske v Evropi, marketov imamo pa kukrčte. Supermarketov je to najbolj rodovitni ravni zemlji,
ne na hribčkih, oni so zasedli najboljše ravnice z orjaškimi parkirišči, ki uničujejo še vodni režim, kajti vsa ta voda, ki pada z nebes dol, meteorna voda, ne napaja reke, ampak se odvaja preko teh neskončnih betoniranih površin, v kanale in ekspres iz dežele ven v sosedno deželo. Torej imamo negativno vodno bilanco. Še to bom povedal, zaradi nore gradne elektrarne na reki Savi, nobene osnove nima v energetski bilanci Slovenije, 6 elektrarn, ki je narejenih, prispeva tam okrog 4 do 5% vse električne energije, ampak je za ta račun cela Sava uničena. Vodostaj Save je vedno nižji, posekani so stari gozdovi ob Savi, mladi gost je velik porabnik vode in grozi nam prisilna zaustavitev nuklearke v Krškem, ko bo premalo vode za hlajenje jedrske elektrarne. To lahko se zgodi čez leto ali 2. Potem bomo pa videli, kako bomo imeli električne avtomobile pa zeleni preboj, ko bo nuklearka stala. Torej vidimo, da nam vladajo dejansko, ne bom rekel, da so samo bebci, to so prodane duše. To so prodane duše, ki jih je kupil velik kapital sveta, to so gauleiterji, kot so bili gauleiterji na naci kampih oziroma na naci lagerjih ali pa neki upravniki gulagov. Torej vidimo, da nam vlada drhav, ki je podaljšana roka Davosa. Zato je pa izjemno pomembno to povezovanje, pa da se ta Slovenija poskuša postaviti na suverenost nazaj, kot je bila. To je pomembno. Še tisto, sem dolžen še glede teh chemtrailsov. Jaz sem to spremljal pri leti, da bom kratek. Torej, vloženih je 180 nekaj čez patentov na ameriškem uradu za patentno pravice. Moram reči nekaj, da se testi delajo na lokalni ravni, na večjih obsegih se ne delajo eksperimenti, Torej, to ne pomeni, da pa nas nekdo teh testov delal. Ko je bil ta močen žled takrat v Sloveniji, so mene klicali, predvsem iz mariborskega okoliša ljudje, sem rekel, dajte pejte takoj v lekarno kupiti sterilne flaške, vzemite vzorce snega in dajte neodvisno analizo delati. In niso tega naredili. Mi bi lahko tega dokaz imeli, je to res ali ni. In so kar v lambarjih sneg nosili, ko so ga not zmetali v laboratorij, valjda posmeh pol iz tega radu. Torej vidimo, da so le neumnost počeli, niso se tistega osnovnega protokola, da moraš imeti vzorc, sterilno flaško dati, da moraš imeti še kontravzorc in dati neodvisni inštituciji. Tam, ko so neke teste delali po svetu, so mrzke najdli. Dejstvo pa je, da so se Rusi hvalili in Kitajci glede olimpijade, da so uredili vreme. Torej se eksperimenti dogajajo.